Najprej bi se rada zahvalila organizatorjem za povabilo. Lahko povem, da ko so me povabili, da nekaj spregovorim na temo inovacij, da nisem pomišljala niti sekunde, ker inovacije, inovativnost in novosti so moja ljuba tema, s katero se ukvarjam že celo življenje in zelo ljubim to, da vidim nove obleke, da vidim nove računalniške aplikacije, nove stroje, nove fasade, skratka vse tisto, kar je novo, kar me radovednost poganja že celo življenje. In glede na to, da sem pred enim letom začela svojo novo poslovno pot in se ukvarjam malo z druge strani tudi z inovacijami, predvsem tudi, kar se tiče samih predavanj, mentoriranja in coachinga na temo inovacij, odkrivam tudi marsikatere nove stvari in danes bi z vami rada tu predebatirala nekatere stvari, ki se mi zdi pomembno, da ta inovacijski proces pripeljemo do konca, ker opažam, da je v Sloveniji na milijone odličnih idej in da bi bilo treba narediti samo par stvari, da bi te ideje res zaživele in postale tisto, kar si avtorji na začetku tudi predstavljajo. Seveda pa ta proces velikokrat zahteva veliko potrpežljivosti, veliko vztrajnosti in seveda tudi veliko znanj in kompetenc. Sama sem, kot sem rekla, že dolga leta inovativna voditeljica, sama sem razvijala določene poslovne modele, tudi pristope na različnih področjih. Delovala sem v globalnem okolju več kot 50 državah, skupaj z ekipo smo postavljali greenfield podjetja po tujini, tovarne, razvijali tržno mrežo, razvijali nove produkte, bili velikokrat najbolj inovativno podjetje in to nas je delalo vse to obdobje radožive, žive in ustvarjalne. To človeka bogati, to ni samo izdelek, to je mnogo več kot to in zdi se mi, da potem, ko prihajaš s takim potencialom, s tako energijo, tudi z uspehi, ki so del te poti in seveda včasih tudi neuspehi, kreiraš in razviješ mrežo prijateljev, inovatorjev, ljudi, s katerimi se srečuješ po celem svetu in to je potem res tisto pravo življenje, ko človek reče, vznemirljivo življenje, ki ga živiš ves čas. Ko sem se pripravljala na tole današnje srečanje, sem razmišljala, kaj je zdaj tisto bistveno, o čemer bi vam rada tudi vam sporočila, glede na to, kar tudi vidim v nekaterih podjetjih, organizacijah, v javnem sektorju, v zdravstvu, v poslovnem sektorju, da nam manjka, zaradi tega sem naredila ta izbor, ki ga bom sedaj v teh 25-20 minutah na kratko predstavila. Ogromno je definicij na temo, kaj je inovacija, zelo so si podobne različnih avtorjev iz različnih obdobij, ampak glede na to, da se nisem odločila, da izberem koga od teh, sem pač naredila svojo definicijo in sem definirala, da je inovacija denar, je cash, je tisto, kar prinaša neke koristi tistemu, komur je namenjeno, pa tudi tistemu, ki jo ustvarja. Kaj pravite, kdo bi se najbolj istovetil s tole definicijo, če gledamo bodi si v poslovnem sektorju, bodi si v javnem sektorju, koga bi vi imenovali, da je najbolj podoben teli formuli? Kaj mislite? Od ideje do denarja, od kreacije do koristi, do kupca. Podjetniki, se strinjate? Podjetniki morate biti najbolj inovativni in sicer tako inovativni, da tista inovativnost prepoznajo tudi vaši potrošniki in ne samo to, da vam, kot verjetno veste, reče, ja, ima zelo super izdelek, smo zelo navdušeni nad njim, vendar preden prideš do tistega, da podpišeš prvo pogodbo, sami veste, če ste tu podjetniki, koliko časa to traja.
In prava inovativnost je takrat, ko kupec prepozna vrednost te inovacije in še več, takrat, ko je pripravljen kupiti in to inovacijo tudi plačati. Potem je po mojem mnenju in tudi izkušnjah to največja nagrada, ki jo lahko nek inovator dobi v svoji karieri. Ko gledam firme, ki so različne, tudi uspešne, ki so zelo inovativne, manj inovativne, ugotavljam neko pravilo, ki je praktično povsod. Firma, ki je inovativna, ima zelo inovativno vodstvo, voditelje, ki so zgled inovativnosti, ki motivirajo tudi ostale, ki so gonilo tega napredka, ki imajo zelo razdeljene vrednote in jih delijo med svoje zaposlene, ki dajo priznanje svojim zaposlenim tudi s tem, da jim dajo nagrade, kar velikokrat v tem procesu inovacij pozabljamo in smatramo, da je samo po sebi umevno, da kreiramo, da ustvarjamo, da razvijamo, medtem ko nas nihče ne opazi in zelo pomembno je, da vodje ta proces jasno definirajo, vključijo v ta proces vse svoje zaposlene, da je inovativnost ena od vrednot podjetja, da jo to vrednoto ne samo komunicirajo z vsemi zaposlenimi, ampak da to vrednoto tudi sami vodje živijo ali pa najmanj kar je, da podpirajo vse tiste, ki imajo inovativne sposobnosti ali pa želje in tudi izvajajo inovativnost znotraj. Da vzpostavijo tudi Open Innovation sistem z kupci, da se povezuje s kupci, da razumejo kupce, da razumejo njihove želje, z dobavitelji, ki se lahko ravno tako vključuje ta proces inovativnosti, z univerzami, z inštituti, z raznimi inkubatorji, start-upi, z različnimi platformami, ki to povezuje v neko celovitost, v celoto, ki potem hitreje lahko pripelje do rezultata. Kot sem rekla, je nagrajevanje inovativnosti izjemnega pomena v podjetjih, tudi v javnih organizacijah, v javnem sektorju, v bolnišnicah. Tu ne govorim samo finančno nagrajevanje, ne govorim samo o kešu, zelo pomembno je, so tudi priznanja, nagrade, tudi tam, kjer je mogoče, da se ljudem omogoči take nagrade ali priznanje, ki spodbuje tudi ostale, da se priključi tej mreži ljudi, ki razvijajo ves čas nekaj novega, razvijajo lahko vse procese, produkte, tehnologije, poenostavljajo stvari in tako naprej. Na ta način si zagotavljajo dolgoročno svoje delovna mesta in tudi dolgoročen razvoj samim podjetjem. Ugotavljam, da vsi inovatorji imamo neke vrednote, ki so nam skupne. Med njimi je seveda na prvem mestu radovednost. Radovednost je tisto, kar je pogonsko gorivo, ko ne veš, kaj te žene. Tisti, ki ste pravi inovatorji, jaz verjamem, da razumete, o čem govorim, ko te nekaj žene, ne samo nek izziv, ko te preprosto te zanima, kaj je novega, kako bo ta proces potekal, kako bo človek, ki izgleda, da je manj talentiran, pa ga vključiš v proces, pomagal pri reševanju nekaterih zadev in potem, ko vztrajno speleš ta proces, ugotoviš, da se je zgodilo nekaj, o čemer na začetku niti sanjati nisi mogel. Da si dovolj ambiciozen, brez ambicioznosti boš težko prišel do velikih, pa tudi do majhnih rezultatov. Da te žene neka strast, da si predan svojemu poslu, da ne gledaš na uro, da raziskuješ, včasih tudi po noči v sanjah in da podnevi potem to izvedeš. Kreativen, da si sposoben kreirati. Naši možgani, kar bom tudi v nadaljevanju pokazala, nas omejujejo z našo lobanjo, z našimi znanji, z našimi strukturami in velikokrat so to omejitveni element, zaradi česar mi preprosto ne moremo narediti koraka čez, ko bi ga mogoče, če bi prepustili temu, tej kreativnosti prosto pot, lahko hitreje in tudi bolje našli to pot. Zavzetost. V Sloveniji po podatkih Galupovega inštituta imamo v povprečju
po zadnjih podatkih približno 13% zavzetih ljudi. Zavzeti ljudje so tisti, ki so zadovoljni, plus tega ti ljudje delajo za dobro organizacije in tudi zase. To pomeni, da naredimo nekaj več, kot je samo naša službena obveza. Nekatere organizacije pravijo, da imajo teh ljudi 90% in vsekakor so to organizacije, ki so povezane z inovativnostjo, ker res delaš posel, delaš razvije stvari zavzeto z dušo, srcem in razumom. In seveda pri inovativnosti ni tako, da bo zdaj dobil neko idejo in potem se ti bo na hitro kot neka magična zgodba hitro uresničilo. Pri tem je potrebno veliko vztrajnosti, predvsem v procesu, ko ti že izdelek, če imaš izdelek ali pa storitev ali rešitev razviješ, pripelješ potem tudi do trga. Velikokrat se takrat proces šele dobro začne. Za dobre inovacije je pomemben tudi dober ekosistem. V Sloveniji se v zadnjih letih veliko govorimo o inovacijah. Mislim, da tudi na nekaterih področjih, da se je veliko stvari premaknilo. Še vedno pa so vsi členi v tem ekosistemu premalo povezani in dejansko dajo premalo podpore pravim inovatorjem, da bi prišli še do boljših rešitev gledano globalno. In sicer pomembna je tu tako vlada kot takse in pa spodbude na tem področju, zakonodaja, sodstvo, regulativa, razvoj znanosti in tehnologij, sam razvoj ekonomije in možnosti, seveda, če je dobra rast bruto družbenega produkta, so tudi drugačne priložnosti, razvoj podjetništva, talentov, mentorjev, ki so se v zadnjem času kar veliko teh platform, od akceleratorja do SID-a, do vseh ostalih platform so se pojavljali. Mislim, da je zelo potrebno te pobude pozdraviti in verjamem, da bodo na daljši rok prinesle tudi veliko dobrih konkretnih rezultatov po formuli, ki sem jo v začetku navedla. Ko začneš inovirati, je potrebno na stvari pogledati z druge strani, strani kupca, strani mojega potrošnika, strani stranke, sodelavca, če hočete, podobno kot doma, strani svojega partnerja, otrok, ker dokler razmišljaš samo enostransko s svojimi očmi, potem je zelo težko delati večje spremembe. Ko pa začneš gledati strani drugega, mogoče tudi spraševati ali pa ga vključevati celo v inovativni proces. Iz svojih izkušenj vam lahko povem, da mi smo vključevali v proces inovativnosti že v zgodnji fazi tako kupce, dobavitelje, kot tudi številne najboljše strokovnjake kjerkoli po svetu in preko platform Open Innovation iskali najboljše rešitve, kar se je izkazalo, da je bistveno pospešilo proces inoviranja, samega zadovoljstva. Na ta način smo dobili ne samo partnerje v inovativnem procesu, velikokrat tudi partnerje pri samem kreiranju in širjenju tržne mreže. Ključna stvar, ki je v tem procesu, je seveda domišljija. Domišljija je tista, ki je brez limitov, je tista, ki v bistvu v katerikoli situaciji, tudi zelo težki, lahko reši marsikatero življenje, tako firmo kot tudi posameznika in tudi razvije marsikatero novo stvar. Že prej sem rekla, da samo razmišljati sistematično z možgani pri inovacijah ni dovolj, ker možgani so v tem kontekstu omejeni. Seveda to ne pomeni, da možganov ne uporabljamo, seveda jih do določene mere, vendar pustimo, da so stvari odprte in da se glava odpre, tako kot poznamo pri otrocih, ki
tisti, ki imate majhne otroke tam do 5 let, sami veste, koliko ene domišljije vsak dan, koliko enih inovacij, takih in drugačnih vam ti otroci prinesejo. In če bi odrasli dopustili, da imamo odprte glave, da hodimo z odprtimi očmi po svetu, da smo dojemljivi za nove stvari, bi lahko domišljija skreirala res nemogoče stvari. In ne samo otroci, tudi Einstein je rekel, da je domišljija bolj pomembna pri razvoju inovacij, kot je samo znanje, ker domišljija vrti cel svet. In upam, da ga bomo zavrteli hitreje in še bolj prijaznejše z novimi rešitvami. Pri razvoju novih produktov, rešitev, česarkoli, pa je zelo pomembno, preden začnemo nekaj razvijati, razmišljati o tem, zakaj bomo to razvijali, komu bi to služilo, kakšen problem mi s tem rešujemo, ali je kupec, ki bo, ali pa potrošnik, ali pa uporabnik, ki bo to našo rešitev, storitev ali produkt tudi uporabljal. In ključno vprašanje, tisti, ki se ukvarjate s tem, in tudi sama imam s tem zelo konkretne izkušnje, trenutno delam z enim zelo mladim timom na razvoju računalniške aplikacije in pa tehnice za merjenje ogljikovih hidratov za diabetike, in z definiranjem tega, zakaj, kakšen problem konkretno rešujemo, kam fokusiramo, komu bo najbolj potrebno, vam lahko povem čisto na konkretnem primeru, da smo jim porabili največ časa in tudi največ različnih strokovnjakov je bilo v to vključenih. In potem naslednje vprašanje, ko veš, zakaj, kakšen problem rešuješ, kdo so tvoji kupci, kako boš to rešil, in pa seveda, kaj bodo tisti elementi, ki ti bodo pomagali ta problem rešiti. Pri inovacijah zelo pogrešam pogosto povezovanje. Veliko avtorjev, tisti, ki so imeli idejo, velikokrat mislijo, da če bodo idejo povedali komu drugemu, da jim bodo drugi ukradli idejo in da pač ne bodo mogli priti potem do končnega cilja. Seveda vsak ima ambicijo, da s produktom uspe na trgu, ožjem ali širšem, vendar pri razvoju inovacij in preboju na trg je potrebno res izjemno veliko znanja, kompetenc, tudi energije, ki je potrebna, da preveriš produkt na trgu, rešitev na trgu, da je potem z feedbackom, ki ga dobiš z trga, dogradiš, izboljšaš in tako naprej. Zaradi tega je to povezovanje in ta korak, da stopimo skupaj različni ljudje z različnimi izkušnjami, znani, kompetencami, z energijo, z razmišljanji, z izkušnjami, z korporativno kulturo in še kaj izjemnega pomena. Zaradi tega sem potem razvila en model, ki ga uporabljamo pri inovacijah, pa tudi sicer pri določenih projektih. In sicer, ko gradimo nek projekt, je kakršenkoli, in zdaj imamo konkretno nek inovacijski projekt, ta projekt povezujejo, mora imeti nek smisel in mora imeti vizijo, cilje in pa namen, zaradi česar ta projekt ustvarjamo. In v tem projektu delujejo ljudje različnih znanj, različnih profesij, različnih kompetenc, različnih izkušenj. In če je to miza, za to mizo sedijo ljudje, kot vidite, različnih barv. Te različne barve pomenijo ravno to različnost v znanjih, kompetencah, v razumevanju in pa predvsem tudi v načinih vedenja teh ljudi. Ker ljudje smo vsi različni, eni smo bolj raziskovalni, drugi smo bolj odločevalni, tretji smo bolj sistematični, četrti bolj podporniki in tudi tisti vmes. In kako mi med sabo komuniciramo, ali znamo med sabo z ljudmi, nekdo, ki je recimo zelo introvertiran, pa nekdo, ki je
ekstravertiran, pa ima tako znanje, kako mi to skomuniciramo, da bomo sledili ves čas proti cilju, je izjemnega pomena, da vemo, kako je sestavljena struktura tega razvojnega tima, da ne bo prišlo do nekih konfliktov, ki ne prinašajo ničesar k našim rezultatom, ampak da bo prišlo do nekih kreativnih debat, kjer bomo lahko dograjevali proces, izdelek, rešitev. In pa seveda, da med sabo zelo jasno komuniciramo. In kot sem rekla, inovacije potrebuje različne ljudi. Ene za razvoj izdelka, drugega za proizvodno, tretjega za PR, četrtega za marketing, petega za prodajo, šestega, da bo uredil procese. In to je nemogoče, da je v enem človeku in zaradi tega velikokrat izgubljamo ogromno priložnosti, ker mislimo, da bomo lahko vse sami naredili, pa preprosto, tudi če imamo vse te kompetence pa znanje, bomo porabili nekajkrat več časa in mogoče bomo takrat že izgubili priložnost, da bi prišli na trg. Pri inovacijah je seveda tako, kot sem začela, da je inovacija je cash. Kot cash oziroma denar, seveda je to neposredno povezano s poslovnim sektorjem, pa tudi z javnim sektorjem, z vsemi, ker ta denar pomeni neko korist, tako ali drugačno. Če ta inovacija nima koristi, če noben noče, potem je izguba časa in zapravljanje stroškov, kar je nesmiselno in je bolje končati ali pa sploh ne začeti, če stvari niso jasno postavljene. Velikokrat se srečujem, delala sem zelo veliko raziskovalci iz inštitutov, univerz, pa tudi v lastni firmi, pa tudi zdaj v različnih firmah, ugotavljam, da posebej ljudje, ki imajo ideje, mislijo, kako hitro se bo ta krog, da bo prišlo do denarja, zavrtel. In današnji dogodek in pa naslednja 2 dni dogodek, ko jim veste, se mi zdi, da je odlična priložnost, da se povežejo tudi ideje, rešitve in pa kapital, ki lahko te ideje pospeši. In kot vidite, pri vsakem projektu potrebujemo poleg ideje tudi začetni kapital za tržne raziskave, da potem izvedemo celoten proces raziskav in razvoja. Ko to naredimo in imamo jasno določen produkt in tehnologijo, je potrebno zagotoviti ustrezne prostore, nakupiti tehnologijo in pa kar zelo pogosto, bi rekla, v 90% primerih v Sloveniji ugotavljam, da smo pripravljeni vložiti ogromno denarja v stavbe, v stroje, milijone evrov, v najpomembnejši vir pri razvoju te inovacije ali pa produkta ali pa pri razvoju podjetja ali pa organizacije, pa pozabljamo in sicer v razvoj in kompetence ljudi. Ko razvijamo nek produkt, mi potrebujemo ne samo stroje pa objekte, mi nujno potrebujemo usposobljene ljudi, za katere pa enostavno mislimo, da jih bomo dobili iz agencij ali pa kjerkoli in jih postavili na delovna mesta in pričakujemo, da bodo preprosto znali. Tisti, ki ste izjema, se opravičujem, spadate po tistih 10%, ampak to je gotovo eno od ključnih priložnosti slovenskega gospodarstva in tudi javnega sektorja, da tu pri razvoju kadrov naredimo premik v tem smislu, da jih usposobimo za delo. Ljudje so zelo intelektualci, sploh ni problem, da oni ne bi znali, vendar je preprosto se treba naučiti določenih stvari, ki jih za delo potrebujejo, predvsem pa zelo pogosto jim manjka ključnih kompetenc za tisto področje. In potem, ko vse to zagotovimo, seveda iščemo in hodimo po trgu, kjer dajemo ponudbe in delamo pogodbe, nabavljamo materijale, za kar tudi potrebujemo denar, izvedemo proizvodno ali pa rešitev in pa pride do prevzema del in šele takrat mi lahko fakturiramo. Ampak tudi, ko smo že fakturirali, moramo počakati, da bomo dobili plačilo in šele takrat lahko plačamo vse potrebne od plač, davkov, prispevkov, materijala, energije, dividend in karkoli pač hočemo.
Kakšna je hitrost tega obračanja, je seveda odvisno od nas, od tima, kako hitro pridemo do rešitev na posameznem področju. Zaradi tega še enkrat poudarjam, je pomembno, da je v tem inovacijskem procesu čim več usposobljenih, kompetentnih ljudi, ki lahko ta proces pospešujejo in tako prihajamo čim hitreje do ustreznih plačil in razvijamo lahko potem naprej nove stvari. In inoviranje iz tega, najbrž boste tudi vi sami sklepali, se nikoli ne konča. Tudi ko misliš, da si vse stvari že v tistem trenutku naredil najbolje, da je nivo znanja, ki ga poznamo res na izjemno visokem nivoju, naslednji korak, ko končaš in ko imaš novo inovativno rešitev, naslednji korak je, kako boš to rešitev izboljšal in ta proces je nikoli končan in traja vse naše življenje in to je res tisto, kar nas vznemirja inovatorje v tem procesu ves čas od svojih začetkov pa do konca kariere. Hvala lepa. To je bilo z moje strani. Zdaj bom pa zelo vesela, glede na to, da so nas že na začetku pozvali k interaktivnemu sodelovanju, bom zelo vesela vaših komentarjev in tudi vprašanj. Dober dan, moje ime je Karmen Rodman, prihajam iz podjetniškega centra Connecton. Rada bi vprašala, tukaj sem, rada bi vprašala, kako pri zaposlenih spodbuditi inovativnost? Zelo iz svojih izkušenj vam povem, da smo v Trimu oblikovali številna orodja, kako vključiti v proces vse zaposlene in nam je uspelo vse zaposlene. In sicer tako, da smo definirali procese oziroma orodja in jim predstavili na kakšen način. In v tem krogu, tako kot sem pokazala od ideje do potem nagrade, če hočete, do plačila, smo na koncu oblikovali tudi način nagrajevanja teh zaposlenih. Eno takih orodij je bil projekt kontinuiranih izboljšav, kjer so bili vključeni vsi sektorji, procesi, rešitve, karkoli. Potem ena od takih zelo zanimivih je bila nora ideja in sicer to je bil projekt in še traja, kjer smo iskali ideje, ki so bili izven takratnega posla, ampak več kot samo ta posel in vsako leto smo jih nagrajevali in recimo, povem vam, da recimo prvi, ki je dobil, ko smo prvič delali, je šel nagrajenec v NASA center na trening za astronaute. Potem in vsako leto smo imeli nagrade povezane s tem, kar smo imeli tudi fokus naslednjega leta. Recimo, ko se je hitrost sprememb začela izjemno povečevati, je bila nagrada za noro ideja vožnja na Formuli 1 in tako naprej, ne? Odvisno od fokusa, ampak vedno je bilo povezano z vizijo, poslanstvo, s celotno strategijo in vsi ti pristopi so bili del te celotne zgodbe. In ko so ljudje videli, jih je zanimalo, ker potem je inovacija dobila neko vrednost. Mi smo delali predvsem zato, da je inovacija in to, da se je nekdo potrudil, pa pripravil idejo, pa je potem razvil, pa tudi po možnosti udejanjil, je dobivalo vrednost. In ko je dobivalo vrednost in ljudje želijo biti zraven pri uspešnih zgodbah, so se začeli vključevati vsako leto več in več in več. In potem smo vključevali tudi zunanje študente, tudi strokovnjake z določenih področjih in jim za najboljše predloge in rešitve dajali tudi ustrezne nagrade in tako gradili mrežo inovatorjev. V bistvu nagrajevanje je bilo večinoma finančne narave. Kaj bi svetovali podjetjem, ki mogoče nimajo takšnega finančnega backgrounda, pa bi želeli imeti sodelavce, ki bi inovirali? Te nagrade, kakorkoli izgleda, niso bile tako veliki finančni zalogaji, kot mogoče izgleda. Sicer bi pa absolutno svetovala, da jih najprej prepoznate, jih pohvalite že v procesu inoviranja, ker velikokrat opažam, da znamo, predvsem, ko nekdo nekaj razvija, je zelo pomembno, da ima spodbudo tudi svojega šefa, svojega sodelavca, tu si pa super naredil, tu mi
mi je pa všeč, le bi pa mogoče zboljšal. Mi pa znamo velikokrat zelo kritizirati in ko kritiziramo, sploh če neupravičeno ali pa če slabo poznamo, vlečemo stvari nazaj, da mogoče niti do konca ne pridejo. Sigurno imate sistem pohval, diplom, nekih manjših takih, ne vem, daril, to sigurno ni v nobeni organizaciji problem, niti v javnem sektorju, da se to ne bi dalo zorganizirati, ampak tu je možnosti inovativnih neizmerno. Ampak že to, da jih predstavite, pa rečete tale, ne vem, naš sodelavec Stane je pa v letošnjem letu razvil ali pa, ne vem, našel rešitev tako in tako, ki je prispevala naši organizaciji toliko in toliko, je izjemna spodbuda, je tudi pohvala in tudi za vsakega človeka, vsi ljudje želimo biti uspešen. Jaz ne poznam človeka, ki sem ga do sedaj v življenju srečala, da ne bi želel biti uspešen in pohvaljen in opažen in tudi nagrajen. In prepričana sem, da tudi taki pristopi lahko prispevajo in pospešijo aktivnosti na področju inovativnosti. Vsekakor je pa še mogoče poleg tega, kar sem povedala zdaj konkretno, sigurno še veliko odprtega prostora, kjer se da najti rešitev, da se to pospeši. Vsekakor pa je ta del, da ti daš nagrado, lahko je to pohvala ali pa zahvala, izjemnega pomena.